Sem Anja in sem študentka gostinstva na Višji šoli za gostinstvo in turizem. Končala sem gimnazijo in po koncu nisem vedela, kaj bi študirala, kam bi se usmerila. Vedela sem, da me zanimajo kulture, jeziki, ljudje, tujina nasploh. Potem, ko sem preučila nekaj prednosti in slabosti in ko sem vedela, da nočem študirati nekaj, kar me res ne zanima, sem se odločila za študij na Višji šoli za gostinstvo in turizem. Predvsem sem hotela študirati nekaj takega, kar je zaposljivo povsod po svetu. Ja, tako kot sem že prej omenila, me zanima tujina, ne, in to je ena stvar, ki je zaposljiva povsod po svetu in prva stvar, ki bi rada naredila po koncu, bi šla delati v tujino. Za začetek to, no, potem bi se pa vsekakor rada vrnila v Slovenijo in odprla svojo kavarno. Torej, ena izmed prednosti, ki smo se jih naučili na Višji šoli, je tudi, kako poslovati, kako v bistvu odpreti svoj posel in ga voditi, in to se mi zdi zelo pomembna stvar, če želiš uspeti v tem svetu. Prednosti. Stara sem 21 let in končujem šolanje. V šoli sami nas naučijo, kako pripraviti dobro kavo, kako skuhati dober obrok, ampak tistega dela nekako v gostilni, ko je gužva in tako naprej, tega pa se naučiš samo s prakso, z delom. Poleg tega sem že v času šolanja dobila ogromno poznanstev in veliko izkušenj. Tako da lahko rečem, da sem zelo zaposljiva, no, me pogodba praktično že čaka. Ja, prakse imamo res ogromno. Medtem ko drugje se mi zdi, prav na visokih šolah se bolj učijo teorije, imamo mi veliko več prakse, se pravi, poleg tega, da je študij malo lažji in lahko ob študiju že delamo v tisti smeri, ki nas zanima, nam prakso priskrbi tudi višja šola. To je nekaj, kar v bistvu na papirju, se pravi, na mojem CV-ju lahko izgleda zelo dobro, a ne. To je res tista najpomembnejša stvar, no. Mogoče je študij malo lažji zaradi tega, ker je več prakse, ker ni dejansko tista teorija, ki bi si jo mogli zapomniti, ampak ogromno vadimo, ogromno delamo in to je drugače je, no. Zdaj, kar se tiče zaposlitve, pa je spet odvisno od tega, kaj si nekdo želi v bistvu delati v življenju, se pravi od posameznika. Zdaj, če želiš biti zdravnik, seveda greš na fakulteto, oziroma na medicinsko fakulteto. Če pa te bolj zanima nek stik z ljudmi, nekaj, kar lahko počneš, si aktiven in tako naprej, pa bi mogoče gostinstvo bila prava stvar zate.